Torej, mi pri Svetopisemski družbi beremo besedo. Mojih 30 dni s Svetim pismom, vsak teden pri molitvi preberemo en odlomek. In zdaj smo že na sredini tega, smo v 15. branju berilu Evangelij po Janezu, 11. poglavje. Tako da najprej bom to prebral, pa se bomo pa o tem malo pogovorili. Bil pa je neki bolnik, Lazar iz Betanije, iz vasi Marije in njene sestre Marte. Marija je bila tista, ki je Gospoda mazilila z dišavnim oljem in mu obrisala noge s svojimi lasmi. Njen brat Lazar je bil bolan. Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo: Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan. Ko je Jezus to slišal, je rekel: ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo, da bo po njej poveličan Božji sin. Jezus pa je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še 2 dni v kraju, kjer je bil. Nato je rekel učencu: pojdimo spet v Judejo. Učenci so mu dejali: Rabi, pravkar so te hoteli Judje kamnati, pa greš spet tja. Jezus je odgovoril: ali nima dan 12 ur? Če kdo hodi po dnevi, se ne spotakne, ker vidi luč tega sveta. Če pa kdo hodi okrog po noči, se spotakne, ker v njem ni luči. To je rekel in nato jim je dejal: naš prijatelj Lazar spi, vendar grem, da ga zbudim. Učenci pa so mu rekli: Gospod, če spi, bo ozdravel. Jezus je govoril o njegovi smrti, oni pa so mislili, da govorijo o navadnem spanju. Tedaj jim je Jezus povedal odkrito: Lazar je umrl. Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam, da boste verovali. A pojdimo k njemu. Tomaž, ki se je imenoval Dvojček, je tedaj rekel součencem: pojdimo še mi, da umremo z njim. Ko je torej Jezus prišel, je odkril, da je Lazar že 4 dni v grobu. Betanija pa je blizu Jeruzalema, približno 15 stadijev od njega. Veliko Judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata. Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti, Marija pa je sedela doma. Marta je tedaj rekla Jezusu: Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl, a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, karkoli ga zaprosiš. Jezus ji je rekel: tvoj brat bo vstal. Marta mu je dejala: vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan. Jezus ji je rekel: jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel tudi, če umre. In vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to? Odgovorila mu je: da, Gospod, trdno verujem, da si ti Mesija, Božji sin, ki prihaja na svet. In ko je to rekla, je odšla in poklicala Marijo, svojo sestro. Skrivaj ji je dejala: učitelj je tukaj in te kliče. Ko je ta to slišala, je hitro vstala in mu šla naproti. Jezus še ni prišel v vas, še vedno je bil na kraju, kjer mu je prišla naproti Marta. Judje, ki so bili pri njej v hiši in jo tolažili, so videli, da je Marija hitro vstala in odšla ven. Stopili so torej za njo, ker so mislili, da je šla k grobu, da bi tam jokala. Marija je prišla tja, kjer je bil Jezus. Ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in mu rekla: Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl. Ko je Jezus videl, da joka in da jokajo tudi Judje, ki so prišli z njo, je bil v duhu pretresen in se je vznemiril. In dejal je: kam ste ga položili? Rekli so mu: Gospod, pridi in poglej. Jezus se je zjokal. Judje so tedaj govorili: glejte, kako ga je imel rad. Nekateri izmed njih pa so dejali: ali ni mogel on, ki je slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi ta ne umrl? Jezus je bil v sebi spet pretresen in je šel k grobu. Bila je tu votlina in pred njo je bil prislonjen kamen. Jezus je rekel: odstranite kamen. Marta, sestra umrlega, mu je dejala: Gospod, že ima zadah, saj je 4. dan mrtev. Jezus je rekel: ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala? Odstranili so torej kamen, Jezus pa je vzdignil oči in rekel:
Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. Jaz sem vedel, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poklical. In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: Lazar, pridi ven! In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povoji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel: razvežite ga in pustite naj gre. Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je storil, je začelo verovati vanj. Nekateri izmed njih so šli k farizejem in jim povedali, kaj je storil Jezus. Veliki duhovniki in farizeji so sklicali zbor in govorili: kaj naj storimo? Ta človek namreč dela veliko znamen. Če ga pustimo kar tako, bodo vsi verovali vanj. Prišli bodo Rimljani in nam vzeli sveti kraj in narod. Eden izmed njih, Kajfa, ki je bil tisto leto veliki duhovnik, jim je rekel: vi nič ne veste in ne pomislite, da je za vas bolje, da en človek umre za ljudstvo in ne propade ves narod. Tega pa ni rekel sam od sebe, ampak je zato, ker je bil tisto leto veliki duhovnik, prerokoval, da mora Jezus umreti za narod. Pa ne samo za narod, temveč tudi zato, da bi razkropljene Božje otroke zbral v eno. Od tega dne je bilo torej sklenjeno, da ga usmrtijo. Jezus poslej ni več očitno hodil med Jude, ampak je šel od tam v pokrajino blizu puščave, v mesto, ki se imenuje Efraim, in je ostal tam s svojimi učenci. Bližala pa se je judovska Pasha. Veliko ljudi s podeželja je pred Pasho šlo v Jeruzalem, da bi se obredno očistili. Iskali so Jezusa in se med seboj pogovarjali, ko so bili v templju. Kaj se vam zdi, da ne bo prišel na praznik? Veliki duhovniki in farizeji pa so izdali ukaz, naj tisti, ki bi izvedel, kje je, naznani, da ga bodo prijeli.